Timmy Kids TV. Živjo otroci! In dobrodošli na Timmy Kids TV! V moji družbi ponovno 3 sovoditeljice, ki mi bodo pomagale pri ustvarjanju. Pa ne samo meni, tudi vam. A se spomnimo, kako jim je ime? Ula, Gaja, Larisa. In kaj bomo danes počeli? Danes bomo ustvarjali s permanentnimi markerji. A vsi vemo, kaj so to permanentni markerji? Ne. Kaj je to? Ok, to je, se pravi, permanentni marker pomeni, da z njim lahko rišemo na različne površine in bo tam tudi ostal, se pravi, ga ne moremo A zbrisati. tudi čez vodo polijemo? Tudi čez vodo polijemo. Se pravi, s permanentnimi markerji lahko rišemo na les, steklo, kamen, na blago, pa seveda tudi na papir. Danes bomo mi ustvarjale personalizirane izdelke, to pa zagotovo veste, kaj pomeni. Ne. Kaj pomeni personaliziran izdelek? Ne vem. A vam pomagam? Ja. Ok, personaliziran izdelek pomeni unikaten izdelek. To pa vemo, kaj pomeni, a ne? Unikaten izdelek. Tudi ne vemo. Ok, bom spet malo pomagala. Unikaten izdelek pomeni, da je samo en. En tak in ne najdeš ga nikjer drugje. Naprimer, da samo jaz naredim en lep metilček, ti pa samo eno mavrico in to ne najdeš nikjer. Resnica. Ja. In danes boste punce ustvarjale svoje unikatne izdelke. Peresnice oziroma vrečke za copatke. Zdaj pa takole, ker jaz ne vem, otroci, vi doma imate take preproste vrečke za copate oziroma take preproste peresnice, predlagam, da vzamete kakšen zvezek oziroma list papirja. Namreč, skupaj se bomo naučili tudi narisati. Narisati. Metulja. Tako je. Se pravi, Zulo vaju bova naučili narisati metulja, medtem ko bosta Gaja in Larisa ustvarjali svoj personaliziran, unikaten izdelek. Ok, damo vam kaj? Damo eno minutko, da si gredo iskati svoje stvari, se pravi, greste po flomastre, barvice, budilke, s čimerkoli že najraje ustvarjate, pa en list papirja oziroma zvezek, v katerega najraje rišete. Kako mi damo minutko? 3, 4. In minutka je mimo. Gremo ustvarjati. Ok, Ula, boš risala na peresnico ali na vrečko za copatke? Vrečko za copatke. Ok, takole. Bom prvo Na vrečko za copatke. Tudi. Ok, se pravi, peresnice bomo shranili za nekoliko pozneje. No, poglejmo. Flomastri so! Ni zmaja, ni krokodila, ampak samo en kup enih krasnih barv, permanentnih markerjev, s katerimi bomo ustvarjali. Kot rečeno, Gaja in Larisa ustvarjata Pa svoje nekaj? svoja tako personalizirana izdelka, midve z Zulo pa vaju bomo popeljali od napotka do napotka, se pravi od številke 1 pa do številke 8, da skupaj narišemo metulja. Ula, si pripravljena? Ok, medve bova začeli, se pravi z napotkom številka 1 in sicer bo treba krog narisati. V ta namen imava tudi ravnilo, tudi vi lahko vzamete ravnilo, lahko pa v bistvu rišete prostoročno. Zdaj gre pa narisati. Lahko, kar izberite si svojo najljubšo barvo oziroma barvo, s katero boste začeli. Otroci, se pravi vsi tisti, ki boste z mano in z Ulo risali metulja, se pravi napotek številka 1 pravi, da narišemo najprej krog. Kot rečeno, rišete lahko v bistvu na list papirja, sploh ni nujno, da na vrečko za copatke oziroma na peresnico. Ok, Ula že ima krog, a veste, da že imate tudi kakšno idejo, kaj boste risali? Jaz sem... Mačko? Dobro. Jaz še ne vem. Boš Imam pa še- v mislih, da naredim od balerine copatke. Ok, kar akcija punci, vzemite si svoj čas, enako velja za vas. Tako da, medve sva pa že krog narisali, drži, oziroma ti si ga narisala, jaz sem pa dala na pot. A lahko tudi jaz ravnila tako? Lahko seveda, ko ga Ula odrabi, ti boš kar posodila, prav? Ok, gremo naprej. Napotek številka 2 pravi, da narišemo metuljčku oči in usta. Zakaj potrebujemo oči? Da vidimo. Dobro, kaj pa usta? Da govorimo. Pa da jemo, pa da pijemo, da okušamo. Da pojemo. Da pojemo, dobro, ok. V redu, a gremo naprej, si že Ula? Dobro, a bova malo pokazali?
Mi daš malo vrečko, prosim. Poglejte. Luštan, gremo naprej. Ok, napotek številka 3 pravi, da metuljček dobi, kaj dobi? Tipalke. Tipalke, tako. Dajmo metuljčku narisati tipalke. Zelo dobro. Ok, smo pripravljeni na napotek številka 4, Ula si. Gremo na napotek številka 4, naš metulj dobi trup, tako je. Aha, tako v nastajanju. Dobro, gremo naprej na napotek številka 5. Da metulj lahko leti, potrebuje Krila. tako je. Krila, jaz običajno rada rečem, da narišemo v obliki Kapljice. kapljice, tako. Kako gre vama? Super. Odlično. Jaz bom narisala take vzorčke, pa noter bom tako barvala v teh vzorčkih. Odlično, kaj pa med temi vzorčki se skriva tudi kakšna oblika? Ja, No, katere oblike? krog, pa pol je to 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotnik, pa kako se to imenuje? Oval, pa trikotnik, pa štirikotnik. Oziroma kvadrat. Ja, Tako, krasno. Ok, kar nadaljujte. A bomo pogledali še Larisi? Larisa, lahko pogledamo še ti, kaj si. Evo, kar lepo nadaljuj. Medve z Ulo pa tudi nadaljujeva. Aha, napotek številka 5 v krila narišeš še dva kroga. Tako, se pravi, napotek številka 5, metuljčku narišemo, oziroma narišete še dva kroga. Gremo na napotek številka 6, kjer v te manjše kroge, ki smo jih nazadnje narisali, narišete še manjše kroge. Če pa so krogi tako majhni, da kroga ne morete več narisati, narišite samo dve pikici, ok? In spodaj dodamo še dvoje kril. Tako da bo metuljček res lahko letal z cveta na cvet. A poznamo kakšno pesmico o metuljčku? Ja, a znamo celo? Ker jaz ne znam. Jaz znam celo. Jaz sem šla po telefon, zato da sem poiskala besedilo, da lahko zapojemo celo od začetka do konca in da nam otroci priskočijo na pomoč. Kaj pravite? Ja. Ok, a smo pripravljene? Ja. 3, 4, Dol. Metuljček, cekinček, ti poteplinček, kje si pa bil, pri majceni cvetki, drobni marjetki, medek sem pil, potem ko želodček, poln kot sodček, bil je nalit. Sem rekel marjetki, drobceni cvetki, zdaj sem pa sit. Jej! Super smo, mi smo glasbena skupina. Glasbena skupina? Ja. Kako nam je pa ime? Metuljke cekinke. Ja. Ok, Ula, gremo naprej k napotku številka 7. Kaj nam manjka? Manjkajo nam še 4 krogci, tako, oziroma pikice, odvisno koliko velikega metulja ste narisali, se pravi koliko prostora pravzaprav imate za risati. In potem je še napotek številka 8, kjer metulju narišemo še ti dve črti pri trupu. Drži? Otroci, ste videli še dve črti pri napotku številka 8. Ok, metulje smo narisali, kar nam še ostane je, da ga pobarvamo, če seveda želite. Tule Prosim? Polžek je še tukaj zraven narisan, lahko bi ga poskusili narisati, ni pa nujno. Načeloma smo se danes naučili narisati metuljčka, če pa želite še polžka poskusiti. Ula, a bi poskusila še polžka? Vsega znam. Znaš narisati? Odlično. Evo, Ula bo narisala še polžka, vi pa tudi lahko narišete še polžka na svojo risbo, zmenjeno. Ok, napotke iz knjige Čiv Čav smo preleteli. Poznate knjigico Čiv Čav? Da vam pokažem, pogledajte. Za vse tiste, ki niste tako spretni pri risanju, recimo za takšne kot sem jaz. Pa tudi za tiste, ki so spretni. No, pa tudi za tiste, ki seveda pa se hočete še več naučiti, je knjigica Čiv Čav idealna. Ampak recimo jaz sem že večkrat povedala, da ne znam risati, res ne znam risati in brez knjigice Čiv Čav. Jaz tudi metuljčka ne narišem. Ja, vem. Ampak ne moramo biti dobri čisto na vseh področjih. Je tako. Nekaj nam gre malo bolje, nekaj malo slabše.
Tako, kot rečeno, permanentne markerje lahko uporabite na različnih površinah. Uporabite domišljijo, pa boste videli, kam vas bo ta popeljala. Punce imajo še kar nekaj dela, zelo so ustvarjalne. Jaz jih samo občudujem, morda se jim naslednjič pridružim pri ustvarjanju. V bistvu to sploh nisem. Ok, kako nam gre? Kako daleč smo z ustvarjanjem? Zdaj sem jaz takole, jaz bom še tole pobarvala. Dobro, ok, Mucek tudi napreduje, Mjavko. Pa Metuljček tudi, pa en kupenih srčkov, a jaz prav vidim. A bomo malo pokazali? Ja. No, Mucek, srčki, Metuljčki, oblike krasno. Ok. Ustvarjanje nam lahko vzame kar nekaj časa, tako da, ko ustvarjate, naj se vam nikamor ne mudi. Ja. Tako, dragi otroci, danes smo se naučili veliko novega. Naučili smo se, kaj pomeni permanentni marker. Se pravi, to je marker, s katerim lahko rišemo na različne površine in slika bo tam ostala zavedno. Naučili smo se, kaj je to unikatni izdelek. Prosim, punce, pokažite unikatni izdelek. Tako, se pravi, unikatni izdelek je izdelek, ki nima svojega dvojnika. Naučili smo se pesmico o Metuljčku, Cekinčku in naučili smo se narisati metulja. Se pravi, vsak dan nekaj novega in zanimivega. Zdaj pa je čas, da se poslovimo. Vi pejte ustvarjati naprej po svoje. Se mi tudi. Tako, me bomo pa ustvarjali naprej naše unikatne izdelke. Vse še, kar naredimo je... Smo pripravljene? Objem, poljubček in